En prav lep pozdrav. Danes 3 zadeve, in sicer Hokus Pokus in potem Ethereum, omrežje in še Genius, na kratko in na hitro. Pa bi kar share screen naredila, tako da pogledamo zadevo. Okej. Tole seveda ni finančni nasvet, ampak samo poglejte si, kogar zanima. Tale zadeva v bistvu gre za neke vrste airdropov, ker ste me spraševali v bistvu, kako pride do tega, do teh informacij. Predvsem moraš imeti časa, ne. Čas, da spremljaš projekte, da spremljaš njihove Twitterje, njihove ostale sociale, kjer objavljajo te stvari, in tako lahko prideš do airdropov, do brezplačnih kovancev. In tole je ena izmed teh zadev, na primer, a ne, pač to si lahko pogledate, greste na njihov Twitter ali pa Telegram, in tukaj lahko tudi testirate pogodbo, v bistvu ugotovite, zakaj dejansko tukaj sploh gre, tako da naredite svojo raziskavo. In če vam je v redu, potem jaz bi za airdrope vedno svetujem, da dajte posebno MetaMask denarnico narediti in iz tiste potem poslati na svojo originalno denarnico, zaradi tega, da ne dajete v javnost za vsak slučaj. Ene stvari so zelo, tako bi rekla, preverjene in pa v redu, ker so zadaj tudi ljudje, ki so zelo v redu in preverjeni in delujejo v kriptu dlje časa, vendar nikoli ne veš, a ne, nikoli ne veš. Tako da tole vam bom dala v opis spodaj, tale link, pa si poglejte, pa sami raziščite, in če vam bo všeč, super. Zdaj pa še odgovor na to, kje dobiti informacije. Tole vam je to je najbolj zanimiva spletna stran, najbolj verodostojna za moje pojme, kjer so gor objavljeni, to je od Pulse Chain Hex Community spletna stran, pač nekdo od community naredil to spletno stran, ki jo uporabljamo vsi, in tukaj imate ocene vseh projektov, ki bodo na Pulse Chain mreži, a ne, pač in lahko pač te airdrope tudi, ki bodo, vse te stvari so tukaj gor, več ali manj, samo morate zadevo spremljati. Recimo tudi Genius je, katerega bom zdajle, in tukaj tudi vidite, da recimo primer, a ne, da za Genius sacrifice je končan. To pomeni, da če bi karkoli zdajle vi žrtvovali, bi ta denar izgubili. Zato je fino pogledati to spletno stran in tukaj vidite v bistvu, kaj deluje, ne vem, ta Disco Burn token recimo je token in deluje. In zdaj ocenili so ga tako 49 točkami, a ne. Lahko tudi vidite, kako, zato ker ta Hex Community Pulse, Police, to je par ljudi, ki so strokovnjaki na svojih področjih in pregledujejo te zadeve in potem objavijo tukaj te ocene, in tako da vam je to kar dosti v redu zadeva, da rečete, tole ni scam, tole bi pa lahko šel, tole bi sodeloval, recimo, a ne, primer Internet Money recimo je zelo dobro ocenjen tega, ampak deluje še ne zadeva, zato ker ta wallet se še dela, je pa testna denarnica že zunaj, recimo, ne, in meni je ta projekt zelo, zelo zanimiv. Hokus Pokus finance je to, zdajle recimo tukaj piše, da airdropa Pulse Dogecoin je airdrop, a ne. Pa tako naprej, recimo, ne, to poglejte. To poglejte, tiste, ki vas pač zanima, in tukaj vam vse piše, airdrop, sacrifice, pa tako naprej, a ne. Pa tudi, kako so projekti ocenjeni, recimo Hex je ocenjen z 99 točkami, in
Ja, Hex deluje že 3. leto v bistvu in je preizkušen, zelo v redu. In ja, fajn, a ne. Zdaj Pulse Chain deluje kot testna mreža, ni še live, ampak je odlična zadeva, a ne. Zdaj, ko smo že pri Geniusu, bi pa nekaj povedala rada, ne. Genius kopira Hex in naj bi izboljšal stvari, ki jih Hex ima težave. Ampak že prvič, ko sem posnela video, sem opozorila na določene stvari, ki so se zdaj izkazale. Sem rekla, da sem kupila tega zelo malo, res malo, zaradi tega, da preizkusim, pa da sem nekako na začetku, pa še vedno sem kupila dosti visoko ceno, a ne. Nekako nisem vesela, da Robert Ginito ni dal tega prej ven, da ni javnost tega prej vedela, ker ta kovanec je več kot eno leto in so vedeli samo določeni izbranci, ki so ga kupili po res nizki ceni. Ostali smo ga lahko kupili po visoki ceni in jaz ga spremljam že nekaj časa. Ta kovanec je takrat ga je bilo možno kupiti samo na Binance mreži, zdaj bo pa tudi, ne vem, a je že ali ni, to nisem šla gledat, ker trenutno me ta reč ne zanima tako. Ampak lahko pogledate, če je že na Ethereumu mrežju, a ne. Tako da na Binance mreži se ga da kupiti. Jaz ga zdaj ne bom, ker sem prepričana, da bo cena šla še dol, pa ni to nasvet, to vi se sami odločite. Robert je rekel, da gre cena tako tokenomika, poglejte si belo knjigo, preberite si belo knjigo, da je tokenomika tako narejena, da gre cena samo gor, 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 da ne niha, da ne pada, ampak to ne drži v bistvu, sem pač, moje opazovanje tega ni potrdilo, a ne. Poleg tega v bistvu bi moral včeraj se lansirati Genius, jaz nisem objavila videa, zaradi tega, ker sem čakala, da vidim, kaj se bo zgodilo, ker jaz sem testirala na testni mreži in meni ne delujejo stvari. Genius meni ne deluje, tako da nisem objavljala tega in bom tudi počakala. In kaj se je zgodilo danes, če greste pogledat, Genius se ni lansiral. Zakaj ne? Lahko sta dva razloga. Eno je, ker res ne deluje in jaz mislim, da hitijo preveč. Saj to bo odličen projekt, bo super zadeva, verjamem, da bo uspel, ampak prehitri so, stvari ne delujejo, ne bi smeli tega dati še ven. In drugi razlog je Ethereum omrežje. Ethereum omrežje v bistvu, zdaj jaz bi vas res opozorila, jutri bom posnela podrobnejši video o Ethereum omrežju, kaj se zdaj ta trenutek dogaja in na kaj morate biti zelo pazljivi. Tukaj pa samo na hitro. In sicer od 6. naprej se je Ethereum omrežje začelo združevati z drugim ponudnikom omrežja in je tako, da zdaj oni bi radi šli na proof of stake, namesto na proof of work. Zdaj to je pozitivno, ker bo se pravi, za okolje je to super, ker proof of work, recimo Bitcoin porabi ogromno energije za svoje delovanje in to je nesprejemljivo za nas, za človeštvo. In Ethereum isto tako, ker ima enako v bistvu proof of work, a ne. Zdaj, kaj je proof of work, to sem že govorila, tega ne bi ponavljala. Pa na internetu si lahko to preberete, greste na Bitcoin spletne strani, preberete, pa Ethereum pa tako, a ne. Proof of stake v bistvu izključuje dejansko rudarje in ne bi bil bolj decentraliziran. To recimo proof of stake bo Pulse Chain omrežje. Pulse Chain, ki bo dejansko porabljal skoraj nič energije za to, da bo delovalo. Zdaj pa ena stvar, a ne. Ethereum omrežje je že zdaj delovalo na samo 3 strežnikih od Amazona. To ni decentralizacija. Če se tisti 3 strežniki ugasnejo, Pulse Chain omrežje oziroma Ethereum omrežja, ni več.
ne obstaja. In vse, kar smo delali na tem omrežju, imamo problem. Zgubili smo, ne. Zdaj, to združevanje, ki se je začelo 6. ta mesec, septembra, je problematično, ker potem bo samo še en strežnik. To pomeni, da ima en človek nadzor nad komplet Ethereum omrežjem, pika, in to je slabo. Tukaj ni nobene decentralizacije in kdorkoli reče, da je Ethereum omrežje decentralizirano, ne govori resnice. To ni resnica. To se seveda lahko pozanimate, tudi sami se poučite in boste videli, da dejansko govorim resnico, ne. Torej, kaj zdaj, kaj se bo dogajalo z Ethereum omrežjem? Ethereum omrežje v bistvu bo zdaj 15. bomo videli, kaj je. 15. tega meseca, to je čez nekaj dni, če pogledamo koledar, danes smo 10. čez nekaj dni, 15. Takrat bo združitev tega ponudnika mreže in pa Ethereum omrežja. Zdaj, a bo do združitve prišlo? Ne vemo. Zdaj se mreži tipata, v bistvu pač bolj po domače bom povedala, da bo razumljivo, se pravi, ponudnik mreža in Ethereum mreža se tipata med sabo, pogovarjata, poskušata se povezati in do 15. bo jasno, ali se bosta povezala ali ne. Če se boste povezala, potem se ne bo nič novega, dejansko bo vse po starem, vse bo isto, vse stvari bodo enake. Če pa se ne boste povezala, bo šlo vse skupaj, bo Ethereum omrežje ugasnilo in nekaj časa ne bo delovalo. Te ljudje, ki delajo na Ethereum omrežju, bodo mogli narediti fork kopijo in zagnati znova in potem do 20. naj bi se to dogajalo. Tako da zakaj sem to pohitela, pa vam na hitro to povem, zaradi tega, da pazite. Tisti, ki zdaj tradate, ki kupujete, prodajate, pazite, stvari niso sigurne, že tako ali pa tako niso sigurne na Ethereum omrežju, zdaj pa sploh v tem obdobju, in je tudi dobro, da Genius ni zdaj zagnal, da so se prestavili v bistvu pač za naprej, ne. Če imate kakršnekoli stejke, karkoli, v bistvu bom jutri bolj podrobno povedala, te stvari lahko zdaj izginejo, ampak nič, brez panike, bojo se vrnile nazaj, pa jutri povem v bistvu kako pa kaj pa, a morate vi kaj narediti ali ne pri teh stvareh. Tako da pazite, zdaj največje opozorilo, ki ga imam zdajle ta trenutek, je pač boti so že narejeni, boti so v bistvu programi, avtomatski programi, roboti, ki zdaj so že v omrežju Ethereuma in čakajo na podvojitve, na kopije, če se bo 15. zgodil fork Ethereuma, potem bomo imeli seveda podvojena omrežja, dva omrežja, pa bomo imeli Ethereum in Ethereum dvojni wrap, a ne. In to pomeni, da boste vse stvari, kar so ERC20 imeli, tudi vključno z NFT-ji, boste imeli podvojeno. Jutri bolj natančno, kako pa kaj narediti, ampak boste previdni, ker če boste imeli, ker te boti, v bistvu te podvojitve čakajo, karkoli boste loadali, airdrope, karkoli v bistvu, ali pa je možno, da vam noter uleti bot, recimo, da imate eno zelo vredno stvar, ne vem, manki, karkoli, opice, te, ki so NFT-ji, ali pa kakšne kiti, te, ne vem, ne spoznam se toliko na NFT-je, v glavnem, če imate kakšne vredne NFT-je, potem je zelo možno, da vam bojo oni naredili neko kopijo, te boti, in boste si napačno kopijo zloadali dol oziroma preposlali karkoli.
in izgubite vse, in original, in pač to kopijo. Tako da jutri bom pa malo bolj, danes bom še bolj preučila to zadevo do konca, nekaj stvari mi še manjkajo in vas jutri res tako bolj podrobno obvestim. To pa zaenkrat vse za danes. Sem vesela, da gledate, da vedno več vas je, vedno več se vas prijavlja na moj kanal. Bom čim bolj koristne informacije dajala s komplet pač našega lifestyla. Torej, čim bolj, recimo, da bi čim bolj si življenje izboljšali v financah, v zdravju, v razmišljanju. Jaz zdaj zelo intenzivno delam na zdravju, ker sem na njega pozabila in imam problem. In pač en video sem posnela, ampak trenutno sem ga umaknila, tako da ga lahko vidijo samo tisti, ki me prosijo zanj, bo na voljo ljudem, ki se bolj zanimajo še za zdravje, ne. Lep pozdrav, do jutri, jutri pa pač več novic oziroma pač zelo bolj podrobno, bolj natančno, bolj po kmečko vam bom povedala, kaj je s tem Ethereum omrežjem, kje boste previdni. Zdaj jaz zdajle, kar sem imela planov, ne bom delala, bom prestavila, ker sem že na ta način izgubila ogromen denar lansko leto, ko je bilo nekaj podobnega, je Ethereum neke update delal in je šlo pa. But mi je pobral denar in ga ni več in ga nikoli več ne bom dobila nazaj. Lep pozdrav pa srečno.